Dober večer, spoštovano občinstvo, prisrčno pozdravljena oba. Urojeni smo v polarizacijo, v dvobojevanje in zato neznosno, nezadostno opremljeni, če naj se borimo zoper usiljevano slepoto. Pa vendar, nedaleč proč sveti brljivka, ali pa je to božji delec, ali pa je to svetlikanje nemara pogled tretjega. Pogled tretjega, ki v različnosti vidi možnost rasti, še raje možnost preraščanja. Preraščanja, ki zmore videti ves svet hkrati. Pomislite, ves svet hkrati. Pater Karl Gržan v obsežnem delu Vstanimo v suženjstvo zakleti kliče k budnosti, kliče k zavedanju. Prav res, jutrišnji dan moramo, a predvsem najbrž moramo misliti skupaj. Mnogi čutimo, da smo, hočeš nočeš, navadno nočeš, hlapci politike ekonomizma. Politike, ki verjame v izkoriščanje človeka po človeku, ki se sladko vzdrami, kadar zasliši vzkrik človek človeku volk. Pomislite, kako bi bila ta ista logika v hipu pohlevna, če bi mi vsi zmogli verjeti, da je človek najprvo sočloveku človek. Pater Gržan pomembno opozarja, da nismo nehotelni služabniki ekonomije. Zakaj ekonomija je v prvi vrsti skrb za dom, skrb dobrega gospodarja. Temveč smo služabnice in služabniki hematistiki, pogoltni logiki, ki nas deli, da bi nas izkoriščala. Knjiga pred nami je dejanje bližine. Dejala bi dejanje sočutne bližine. In je prav tisti tretji pogled, po katerem koprnimo in ga pater Karl Gržan, aleluja, zmore. Pogled tretjega. Saj se spomnite, tisti pogled, ki zmore videti ves svet hkrati. Najlepša hvala. Prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu in takoj v začetku nekaj besed za moj alibi, kaj za božjo voljo jaz počenjam tule kot izpraševalec. Predstavljen med drugim sem bil tudi kot politik, ampak s politiko, in to je dobra novica, se ne ukvarjam več od leta 2008, kar nekaj let je preteklo, kar pa ne pomeni, da ne poskušam biti aktivni državljan in tako je usoda nanesla, da sem eden od soustanoviteljev gibanja Svetovni etos, kjer so se tudi s Karlom prvič videla in spoznala. Mimogrede, dogovorila sva se, da bova tudi danes pristna, takšna kot sva, bova se tikala. Čeprav sem jaz eden od najmlajših njegovih prijateljev, pa ne po letih, ampak po stažu, ampak spoznala sva se na način, o katerem bo tudi danes tekla beseda, namreč prek besed in do življenjskega prenašanja sporočil. In to je tisto, kar je res čudovito. No in drug razlog je seveda, da sem tudi sam knjigoljub in rad berem in sem Karla bral tudi že prej. No in danes, tako neko pogledam, moram reči, da me po stari slovenski navadi gradi zavist. Namreč tudi sam poskušam pisati tu in tam kaj priobčiti, objaviti, pa ne pomnim, da bi imel takšno občinstvo, ampak zdaj se mi je utrnila ideja, v septembra ne bi ena moja nova knjiga išla esejistična. Veste, kaj bom naredil? Karla bom povabil, da bom moderiral moj pogovor. Ja, to je že kar prošnja, no? Tako da za datum se bomo še dogovorili, ampak toplo vabljeni tudi takrat. Bo to pri nas? Bo to pri nas? No, seveda, ali bolje. Že naslov lahko povem, pritisni na tip kot človek, Črn z veliko. Samo še napisati jo moram, ne, sem že nastavljala. Ko sva se pogovarjala in ogrevala, pa ne preveč za današnji večer, sem seveda pripravil nekaj iztočnic. Rekel sem Karlu, da bi bil samo katalizator,
čeprav že zdaj ne kršim tole, žena me je prej opozorila, pravi, to ni tvoj večer, da ne boš preveč govoril, zato bom res zelo kratek in tudi potem bom jaz sedel, Karl bo pa stal, ker se boljše počuti, pa da veseli. Ampak imel je samo eno željo, rekel, da me ne boš predolgo in na široko predstavljal, ker mi je takoj vzelo vetra iz jader, namreč tvoj življenjepis je izjemno bogat, ampak po drugi strani bil pa izziv, kako te res na kratek in jedrnat način predstaviti. In v bistvu bi te opisal z 4 močnimi samostalniki. Ti si človekoljub, si duhovnik, si znanstvenik in si pisatelj. Človekoljub zato, ker se celo življenje ukvarjaš s stisko sodobnega človeka. V Kančovcih, recimo v Prekmurju, si vodil dom duhovnosti, vse skozi se ukvarjaš s pomočjo odvisnikom, tudi ljudem, ki imajo tegobe, ki so nagnjeni samomorilnosti in tako naprej. Ustanavljal si komune, družine in tako naprej, druge skupnosti. Kot duhovnik naj povem, da si že po srednji šoli vstopil v red kapucinov, leta 85 si bil posvečen v duhovnika, potem pa si župnikoval in tudi moram pa kar pogledati, ker je precej podatkov na razborju pod Listco, si soupravljal župnijo Jurklošter, ki seveda odkriva tudi mnoge zanimive zgodbe glede Veronike Deseniške, mogoče bo tudi o tem kaj rekla. Vsestransko poslanstvo si upravljal v župnijah Prevorje in Sladka Gora, no sedaj pa, kar trenuješ v župnijah Luče in Solčava. Kot sem ti prej rekel, ali je to obljuba ali pa grožnja, ampak spomladi te zagotovo obiščem, ker so to prekrasni kraji. Kot znanstvenik si doktoriral na področju literarnih ved, ukvarjaš se, kar se mi zdi res tako silno mistično z odreševanjem niča. In pri tej mistiki moram reči, da mi zelo všeč ta šala o človekovem najboljšem prijatelju, ki ima 4 noge. Namreč, jaz imam podobno domislico z ženo v tej luči zadnje čase hodiva na jogo, ampak ugotavljava, da pravzaprav je najlažje jogo izvajati na jogiju. Bistveno lažje, kot se 20 km zapeljati do nekega kluba in potem počenjati takšne gibe, da te naslednje jutro bolijo mišice, za katere niti nisi vedel, da jih imaš. Še danes sem malo bolil od ponedeljka. No in tisto, kar je zanimivo pri Veroniki Deseniški, pa je, da vidim, da se v bistvu spogleduješ tudi in z astronomijo in z arheologijo in to. In upam, da bo čas, če ne pa v kakšnem drugem srečanju, da tudi o tem kaj rečemo. No in potem na koncu kot pisatelj, Karl je napisal kar 39 raznovrstnih knjižnih del z različnih področjih, torej povsem leposlovna, pa tudi drugačna, ker nimava časa, ostala pri današnjem delu trilogije. No in moje prvo vprašanje, Karl, je ob vseh teh tvojih res fantastičnih uspehih, pa na drugi strani skromnosti, bi vendarle te sprovociral vprašal, ali ti je kateri od teh dosežkov posebej drag, ali ti je morda katera od teh 39 knjig posebej pri srcu? Najprej lep pozdrav vsem, pa hvala, da ste prišli, da vas bom zaznal v nocojšnjem večeru. Hvala tebi, Markom, pa hvala založbi Sanje, pa hvala Albertu, pa hvala Silvatu, pa hvala vsem. Tako, če mi katera knjiga posebej draga, je po svoje, ampak to je zelo zanimivo. Mi smo očitno evolucijska bitja, ne? Kar naprej, vse v nekem obdobju te nekaj pritegne, v nekaj vstopiš, te nekaj tisto, v kar stopiš tudi naredi, ampak potem stopiš že naprej. V bistvu mene toliko tega stvari zanima za vnaprej, toliko tega, tako da upam, da me bo Bog pustil še nekaj časa tukaj, ker je res, to življenje je sicer razpeto med dobro in hudo, ampak zame je postalo ena tako zanimiva, ne bom rekel lahka, ampak zanimiva in dobra priložnost. Če bi pa pogledal nazaj knjige, recimo, ki so mi na nek način posebej srčne, bi pa gotovo, ti si omenil že Friderika in Veroniko, ampak ne samo zaradi zgodbe, zgodba je zelo preprosta, ampak zaradi odkrivanja. Ne? To mi je bil poseben užitek odkrivanja, vstopanje v zakulisje tega dogajanja in s pomočjo prijateljev in strokovnjakov odkrivati tisto, kar še ni bilo odkrito.
Posebej dragoceno mi je bilo gotovo odkritje gradišč, ki so postavljena v prostor, megalitskih struktur, ki so postavljena v prostor po dejansko vzorcu neba in so izjemno očitna. Bilo je vse čisto, na kratko povedal, nekaj druga tema, bilo je čisto slučajno, ne, tisto odkritje 3 gričev povezanih z zidovjem, ki so očitno tudi megalitsko vsaj dodelani, če že ne strukturirani v celoti. In potem radovednost vprašanje, kaj pa, če ne gre samo za Orionov pas, ne, ker jaz sem od nekdaj imel rad tudi stare civilizacije, pa astronomijo, ne, in sem se takoj spomnil na Ščečin, tisti 3 griči pri Baltiku, pa tudi piramide v Gizi, in sem pomislil, kaj pa, če je cel Orion, ne, in potem sem s pomočjo domačinov, ki so tako vedeli, sem jaz nek čuden pater, ne, ki ga neko kamenje zanima, kamenje, ki je tudi čudno, ne, čuden pater, čudno postavitijo očitno nenaravnih struktur, ne, teh velikih kamnov, in potem sem odkrival naprej in naprej. Posebej mi je bil dokaz, da stvar stoji v zvezdje Bika, ker veste, recimo Orion se v prostoru kar široko razprostira in mnogokrat se moraš pomagati tudi s satelitom. Ozvezdje Bika pa je na področju recimo 3x4 km in še vedno v celoti stoji izjemno razvidno v postavitvi megalitske, torej strukture. Noro dobro. In to sem pa videl, da res ne more biti slučaj in potem sem si upal, ne? Čeprav sem bil za mnogi še prav zaradi tega zelo čuden, ne? Ampak veste, kar je čudno, je blizu tudi čudežnemu in čudovitemu, ne? Jaz imam rad čudne ljudi, ker so običajno čudoviti, ne? Tisti, ki se pa skrivajo, še vedno tudi jaz, v neko splošnost, dejansko se pa še bojimo biti čudni in zato čudoviti. Ampak to je druga stvar. To mi je res bilo dobro, ne? Ker so res fantastične stvari, Marko, to sem rekel, ne pride, ne? Tudi, mislim, da enkrat na leto tudi ljudi popeljem po teh gradiščih. Noro dobro, recimo, sem rekel, lahko prek satelita gledaš, recimo, kako so ne, ker naša zemeljska os rotira približno 26 000 letih, kako so, in torej pozicija Severnica ni skozi ta zvezda, kot jo mi zdaj opazujemo, ne, imenovana Severnica, kako so sledili Severnici na nebu z gradišči. Običajno so v obliki kroga, ne, ampak ne krogeca, ampak v krožni strukturi. In prav prek satelita lahko vidiš, kak je krog, zraven kroga, kako so zemeljsko potovali po vzorcih neba, ker so iskali harmonijo. Bom nehal s tem, ker je preveč zanimivo, to moram nehati. Seveda potem knjiga, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih in izstopajoče seveda tudi ta stanimo služenstvo zakreti. To ne pomeni, da mi ostale niso dragocene, ampak v bistvu so pa to, kot si vprašal, izstopajoče. Krasno, to je v bistvu trilogija. Trilogija še ni končana. Ja, vem, da še ni končana, se je mogoče ravno o tem par besed. Jaz sem moral 2-krat prebrati, celo se spomnim na strani 17, sem gotovo rekel. Prva knjiga, ki je bila tudi izjemno uspešna, je omenjena, kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Potem je druga knjiga, ki je sestavljena iz 2 delov, tako da to pomeni, da še ni trilogija zaključena. In tretja knjiga, čeprav razumem, vsaj za nas javno še nima naslova. Delovni naslov ima. Strast po potešitvi od rešitvi. Zakaj? Glede, jaz sem duhovnik. In skozi, ko sem stopil v stik kot duhovnik, dokler ostaneš na nivoju teologije pa teoretiziranja, je z lahkoto preživeti. Ko pa stopiš v stik z pristnostjo, z iskrenim čutenjem in iskanjem ljudi, pa ne moč več po teološko blefirati. In jaz sem ugotovil, da sem na nek način dolžan razbremeniti misel na tistih področjih, ki jih je morda v preteklosti ali pa jih tudi v sedanjosti cerkev obremeni. To pa je pogled na Boga, ne, tisti Bog. Recimo, ne, to mi je rekel en otrok, mi je rekel, mali, mislim, da je bil drugi razred, je rekel, pater, a ne, da se ne sme kleti? Sem rekel, ja, ni lepo, ne? Je rekel, jaz sem zadnjič se peljal z biciklom, sem zaklel, Bog me je tako zabrisal po tleh. Veste, to je tisto, ne, Bog je kot strašilo, Bog kot manipulacija, ne? S strahom je najbolj podla manipulacija ljudi.
Zgodba Jezusa je zgodba sočutnosti. Ne? Bog se inkarnira v drek, v Betlehem, in mu moj drek ne smrti. In me prav odrešuje kot ljubeči, kot sveto v teminah mojega in nebogljenostih mojega življenja. To je prva knjiga. Druga je polarizacija. Ne? Eni so v nebesih, eni pa v peklu. Ne? Veste, to je manihejstvo. Ne? Večni obstoj Boga zla, ne? Ki te tam cvre in nikoli do konca ne scvre, in pa eni pa žurirajo. Ne? In potem neka mati, katere sin je, pa se cvre, neskončno poje te hvalospeve ljubemu Bogu. Ne? To je, gledajte, tukaj, Bog je trojica, je sveti. In cerkev preprosto ne more utrjevati modela dvojnosti. Niti svojo pozicijo, ne? To pravim v knjigi, na hit povejte, na kateri strani je cerkev, na levi ali desni, ne? Vemo, kaj bi odgovorili. Ne, cerkev ne sme biti ne na eni, ne na drugi strani. Kot recimo, že pred krščanstvom, druidi, keltski svečeniki, njihova temeljna pozicija je bila v imenu tretjega. Bog ni jim padl na pamet, da bi šli utrjevati eno stran, se umestiti v eno stran, ker bi s tem samo po sebi utrjevali polarizacijo. Cerkev pa mora biti na poziciji tretjega in svetega. Seveda se tukaj tudi, ti si omenil 7. poglavje, vprašanje cerkve in njene pozicije, tudi glede slovenske sprave, ne? Če ste bila tam predsednik in Šušter, Načkov, dejansko bi mogel biti recimo predstavnik enih in drugih, Šušter pa kot tretji, ne? Kot spravnik, kot svečenik, kot povezovalec. Ne? Ampak jaz se pa tukaj dotikam predvsem vprašanja polarizacije, kako smo mi urojeni v svet dvojnosti in se sami po sebi delimo in kako to dvojnost dejansko in napetost, ki je nujna v dvojnosti in je lahko koristna, dejansko odstraniti iz prizorišča manipulacije, ko nas nekdo manipulira, deli in dejansko na ta način upravlja sebi v korist, kako dejansko to napetost izkoristiti za evolucijski zgib. In sem zelo vesel, da je šel drugi del knjige, ker v drugem delu predvsem pokažem te pasti, kako nas speljujejo in kako preraščati, kar je zame zelo pomembno. Ne samo pokazati na pasti, ampak tudi dejansko pokazati, kako se osvobajati. Ne? V tej knjigi bomo še bolj tako rekla tudi o hrematizmu, ki ga je izjemno lepo povedano. Ne? To moramo povedati. In potem tretji del je pa pogled na spolnost. Ne? Spolnost, leta, je mistika. Obredje, na zunaj izraženo, ki ima mistično globino in celo mistično presežnost. Cerkev je tukaj preveč v preteklosti ustavila noter zopet manipulacijo na občutku krivde. Gre za mistični obred. Mi bi mogli pomagati mladim sprejeti samega sebe v svoji vlogi, takšni ali drugačni, moški, ženska, in kako celovito vstopiti v odnos enosti. Tako se pa zdaj recimo seksualnost, spolnost banalizirala predvsem na neke tehnike, premalo pa na tiste globinske razsežnosti srca in duha. Kajti potem spolnost, recimo v tudi duhovni odprtosti, je po moje, sem celibater in ga kar držim, ampak je po moje najgloblji možni mistični obred. In tukaj je treba vrniti, recimo, pogledu na spolnosti, veste, tisto vlogo, da bo manj manipulirana, ker bo imela tisto polnost in prikazati, kako pomagati ljudem, da bodo vstopili v to radostno mističnost. Ne samo, da bo kar tak neki, ampak da bo res ta celovitost. To mi je še poseben izziv. Ne? Jaz sem sicer mislil, da bom najprej napisal to, kar bo tretje, ampak me je situacija v svetu dejansko izzvala, da sem se najprej lotil te knjige, ki je sedaj tukaj. Krasno in seveda se veselimo te tretje zaokrožene trilogije. Kot te poznam, kako se dela, vam bo to verjetno še leto. Ne bo. Tisto, kar je mene seveda
med ostalim pritegnilo v knjigi tak fig, ruš, rdeča nit, se mi zdi ravno že omenjeno nedoživljajsko, oziroma doživljajsko prenašanje sporočil. Ugotovljeno je znanstveno, da se ljudje sporazumevamo samo 7% z besedami, preostalo pa na druge načine. Tudi midva sva na nek način to doživljala, kaj vse se dogaja med besedami, tako kot je nekdo rekel, da je bistvo glasbe tisto, kar je med notami, v presledkih, v pavzah. Pa me zanima, kako to doživljaš. Ravno se mi zdi, da moderni človek to zanemarja. Seveda zanemarjamo tudi besedno komuniciranje, ugotavljamo, da smo vedno bolj grobi, da se ne zavedamo tega, da lahko tudi pri elektronskem sporazumevanju že en klicaj preveč nekoga zelo prizadene. Ne vem, če ste vedeli, ampak obstaja sodna praksa, ki pravi, da pomeni uporaba velikih črk v elektronskih sporočilih kričanje in nedopusten poseg v človekovo, recimo, intimno sfero in tako naprej. Torej, po eni strani smo vedno bolj subtilni, po drugi strani smo vedno bolj grobi, zanemarjamo pa tistih 93% načinov, drugih načinov komunikacije. Kako je s tem? Samo tukaj na to tvoje vprašanje poglavja iz druge knjige, ki govori o procesu izobraževanja. V bistvu, mi smo zdaj ukalupljeni v proces usposabljanja za uporabnost. To je čist vredo. Ampak veste, nam bi morali tudi pomagati k radosti bivanja, da bi zmogli sprejeti najprej realnost samega sebe. To, da smo in da tudi nismo, da imamo levo in desno roko. Mogli bi pomagati staršem, da bi začne se namreč pri tem, da imaš osebo ljubezni in osebo zaupanja, ki te prepozna kot vrednega in ti konkretizira tvojo vrednost, ki ni nujno ta IQ-jevska, kot jo sedaj merijo. Not navajam tudi ta avstrijski dokumentarec, imenovan naslovljen Abeceda, ki prinese podatek, da je 98% otrok, ki vstopajo v proces izobraževanja, visoko nadarjenih. Ampak nimajo vsi tisti talent hitro se pravilno naučiti, dobro ponoviti in petko dobiti. To je določen procent. Določeni ljudje imajo visoko čustveno inteligenco, nekateri imajo duhovno inteligenco, nekateri imajo praktično inteligenco, nekateri imajo estetsko inteligenco. Inteligencija cel kup. In recimo, zelo fajn bi bila na izhodišču tista vznemirjenost v odnosu do otrok, da ugotovimo, kje otrok je, kje je njegova inteligenca, da ga tam nujno potrdimo, kajti vsak izmed nas rabi štempelj, da je vreden v svoji inteligenciji. Kajti po končanem osnovni šoli je visoko nadarjenih otrok še 2%. Razumete? Vsak ima svoj dar, svoj talent, na katerem se bo lahko razvijal. 98, verjetno to niso šteli otrok, recimo za primer z Downovim sindromom. Tudi oni imajo izjemno čustveno inteligenco in po moji presoji bi morali biti v procesu rednega izobraževanja kot, bi rekel, čustveni doktori čustvenega prebujanja. Razumete? Na eni strani smo tam potrditi, na drugi strani bi mogli biti pa vznemirjeni, kje pa je otrok manj. Zakaj? Zato, da bi ga tam objeli, da se ne bi prestrašil svojega manjka, da bi mu tam zaupali, da tudi mi nismo, da smo in da nismo, in da smo v tem svetu dvojnosti, na eno stran, kot pravi Ježek, nas je več, na drugo stran nas je pa manj in da smo ravno tem čudoviti. In ko bi nam ta proces, pa mi moramo vstopati, mogoče z zamudom, ampak nikoli ni zamujeno, ampak posebej pa treba paziti v odnosu do otrok, da bomo naš model, naš temeljni pristop dejansko tukaj naredili takšen, da bodo otroci v realnosti časa in prostora, predvsem pa realnosti samega sebe, spoznali, da je življenje kljub vsemu fajn. Ne pa, da se bojo skrivali in prikrivali zato, ker niso bili objeti tam,
kjer so nemočni in bo tam področje frustracij, zato tudi manipulacij, ne? Če si tam objet, razumete, postane simpatičen in dopolnjujoč. Vse se začne pri meni. Jaz imam ogromno dela samim seboj. Meni so mladi v komuni svetovali, da bi mogel biti 3 leta v komuni minimalno, da bi postal bolj radosten človek. Pa jaz bi vsakemu, ne 3 leta komune privoščil, ampak dejansko to doživljajsko pedagogiko, razumete, po kateri se zmore sprejeti in ker zmore sebe sprejeti, lažje sprejmeš v realnosti svoje bližnje in so ti simpatična priložnost. To ne pomeni, da lahka, mnogokrat zagonetka, ampak ker si sprejel sebe, lažje sprejmaš druge in je lažje tudi v potem širšem družbenem delovanju, kar je zelo pomembno. Sem mislim, da sicer lotil doživljajske pedagogike, jo noter zelo pojasnim, ne? Ampak ena od stvari, ki je to, je tudi to, da mi prenašamo drugemu sporočila, ne toliko, kot si rekel Marko, z besedami, ampak jaz predvsem povzročim vam, posebej osebi svoje ljubezni, povzročim, ker ne zmorem biti v svojem doživljanju sam. In ko doživim kaj tečnega, ne, pol sem tečen in težim. Zakaj? Ne zato, da te odbijem, kar pa te, ne, ampak da bi te vzbudil, da bi te prebudil sočutenje, kaj jaz doživljam. Ampak gledajte, naša naravna akcija, ko ti nekdo teži, rečeš, kaj težiš? Če bi bili pa mi v doživljajski pedagogiki usposabljani za radost, bivanje in sobivanje, bi pa zmogli reči, kaj te teži, ne da mi težiš, ampak da mi sporočaš, ne? Kaj doživljaš. Ne? Veste, mi bomo morali temu procesu izobraževanja dodati horizonte, ki so za radost bivanja, ne samo za ponucati. To je zdaj ta samoumevnost hrematizma, ki mi mislimo, da edina možna rešitev ni res. Lahko se ga kar lotim, ekonomija pa hrematizem. Mogoče samo za intermezzo, če mi dovoliš, namreč utrinek iz najne komunikacije, ne? Ko so se dogovarjali, ko so si pisala glede knjige, glede predstavitve, moram povedati, da je ideja zrasla na zelniku našega dragega prijatelja in tudi soustanovitelja gibanja Alberta Smrečnika. Na nek način je Albert mene kar določil, da bom to opravil. Karl mi je rekel, ne bil, ne imel. In potem, ko sem jaz nekaj sporočil poslal po elektronski pošti, sem si njegov molk razlagal, ali da mu to ni všeč, ali da morda celo kaj jezen name, samo še to manjkalo, da bi se usedel in kot in se zjokal, da me ne mara, ne? Čeprav so se mogoče prej nekajkrat v življenju videla. Potem je pa Karl poklical in seveda od takrat naprej je vse steklo. Mi je razložil, kako je komunikacijo, pisanjem, kako je za poplavo teh menov in tako. In recimo tudi zame krasna izkušnja, ne? Ker ravno zaradi teh neizrečenih besed ali pa sporočil ljudje dostikrat krenemo v napačno smer, povzročamo zlo in trpinčenje sebi in svoji okolici, ker nimamo odprtih src za vsa ta sporočila, ki sicer prihajajo od okolja. Tudi mogoče zato, ker je preveč prek elektronike, ne? In elektronika pa ne potegne. Če bi ti mene videl živo, bi ti jaz rekel, sam to pa si ne bi pisala. Pisati se je treba. Jaz sem pa zdaj res po teh knjigah, bom rekel, po domače tako crkven, da se včasih res in mi je recimo, ampak to ni upravičilo, ker se na elektronsko pošto bi moral odzvati in se ti upravičujem. Ne, ampak poglej, se rekel crknen, tole bi se še Tolstoj zamislil, ne? Jaz nam je res, ker nekaj stvari, pa je bil Tolstoj na koncu zelo crknen, mislim, Zdaj pa šel na ekonomijo, ker se mi ni to temeljno. Namreč, gledajte, to, kar bi zelo rad ozavestil, je temeljna, po moje, temeljna globalna prevara, ki trenutno obvladuje svet. To pa je neločevanje med pojmom ekonomije in hrematizem. Zakaj gre? Glejte, že stari misleci so zelo jasno povedali, kot je povedala tudi Tjaša, ekonomija
je že po pomenu besede skrb za dom. Vi sami veste, da poskrbite doma za vse. To ne pomeni, da imajo vsi enako. Dejstvo je pa, da imajo vsi dovolj. Ampak ne samo ljudje, ampak tudi kužki, mucki, vse, kar imate. Ne? Jaz imam enega konjička doma. In ko sem šel sem mu dal pol večerje. Pred tem, ko bom prišel domov, bo dobil še pol večerje, pa še poklepetala bova malo. Ne? Moj konjiček mene vedno, ko zagleda mene, vidi jabko. In tako simpatično dvigne nogo in z nogo po zraku je to njegov izraz prosim. On je v nekem trenutku zakapiral, kaj jaz razumem, ne, in to je jabka. Ja, ampak gremo zdaj naprej. Glejte, za vse, ne samo za živali, za rastline, tudi za mamo zemljo, ne, ker zemlja je mati, ki nas hrani, ki nas umiri. Ne. Ko se uležeš in se dotakne zemlje, ali pa bolj shodiš po zemlji, se dotikaš ljubeče matere, ki te sprosti, umiri, okrepi, ti daje moči. To je ekonomija, skrb za slehernika. Hrematizem, to je govoril pa že Tales iz Mileta, 7. stoletje pred našim štetjem. Potem Platon, Aristotel, so omenjali pa izraz, ki je hrematizem. To pa pomeni kopičenje. Ti pa kopičiš lahko za nekoga na račun nekoga. Ne? In dejansko smo mi v modelu, ki je postal samoumeven, modelu hrematizma, zver se je oblekla v ovčjo kožo in razglasila sebe za ekonomijo. Vete, tudi danes je umrlo 36,000 otrok, kot vsak dan. Imamo na tisoče in tisoče doktorjev ekonomije. In kakšno imamo situacijo v svetu? Enkrat je po takem srečanju prišla k meni ena gospa, ki je doktorirala v Združenih državah Amerike z ekonomije in je rekla, mi smo se učili izključno hrematizem in ne ekonomijo. Učili smo se temeljne principe kopičenja, kako zbirati, kopičiti kapital in kako seveda na račun nekoga. Kdo je vir? Vir je človek in vsi tisti, ki sem jih prej naštel. Izgubimo občutek za sočloveka. Vidimo cash, koliko bomo spravili, koliko bomo dejansko pridobili. Ne čutimo pa več ne živali, ne? To je ena od stvari, ki mene zelo prizadene, ne? Je recimo, jaz imam to srečo, da zdaj živim zelo blizu tam, kjer se je pojavila, veste, sredi Slovenije, kar naenkrat ena nora krava, zaradi katere sedaj povzročajo Dachau živalim. Tudi zdaj, ko sem se peljal proti Ljubljani, se je pred mano peljal tovornjak z živalmi. Si vi predstavljate kravico, ki skozi živi na enem področju, potem pa so, recimo, pač smo ljudje eno in drugo, nekateri tudi meso, so naredili te kmete zelo diskretno. Hitro, diskretno. Potem, zdaj, kaj pa zdaj? Zdaj pa, kakšne travme doživljajo te živali, te kravice? Kako je izganjali tiste tovornjake? Ko pride v območje, veste, to je zločin. Jaz sem se zelo posvetil temu, da bi odkril, a je bila tista nora krava ali ne, pa se tam zelo bojijo kmetje direktno povedati. Zelo dvomimo tej nori kravi. Ne dvomi pa, da nas imajo za nore in da povzročajo zločin tem živalim, ki jih na koncu njihovega življenja trpinčijo, mučijo, zato ker je to ceneje, ker je to ekonomično, da bo šnicl bolj poceni. Zločinskost. Tam v knjigi, mislim, ne vem, prvi ali drugi, imam prav primerjave med Dachavom, kar se je dogajalo v Dachavu in pa v teh klavnicah. To je Dachau. Kaj nas imajo za nore? In mi smo tiho. Zakaj? Ker rečejo, edina možna rešitev. Malo nas prestrašijo, da ne bomo tudi mi, če bomo kaj, ne? Samo nas, spomni treba. Za Slovence je bila dost samo ena nora krava. Niste bila treba dve. Mi nam zadostuje ena nora krava. In smo tako, ja, tako mora biti. Skozi nam flance v edinih možnih rešitvah. Veste, če bi imeli mi ekonomijo, danes ne bi bilo nobenega brezdomca v Ljubljani.
Za vse bi se dal poskrbeti. Na en primeren, dostojen način. Se pogovarjam s brezdomci, koliko jih čez zimo dejansko obupa, zmrznem, to ni novica. Razumete? Dal bi se, sploh ne stane veliko, dal bi se urediti. Pa zbiramo neke štofice za neke operacije otrok v tujini, pa dajte se hecati. Štofice bi morali zbirati za helikoptere, ne pa za otroke. Če že rabimo kaj, ne? Veste, mi smo sprejeli logiko hrematizma, ker pravijo, da je edina možna. Seveda, v sedanji situaciji, kakršna je na svetu, ko vlada hrematizem, je za hrematizem to edino možna. Ampak tu se moramo mi prebuditi in ozavestiti, ker pojma hrematizma, Tjaša, kako ste se matrali, da bi našli pravi izraz, ne? Jaz sem napisal tam krematizem, ker me spomine tudi na krematorij naše zahodne civilizacije, ta ureditev, ne? So stakne glave, ker tega izraza niti v slovarju tujk ni. Ker se je skril, ker ga ne sme biti, ker hoče biti oblečen v ekonomijo. Ni. In je treba vprašati, ali so naši politiki ekonomije ali hrematizma. Jaz jih imenujem zaradi lažjega ekonomizma. Ekonomizem, ja. Ja, ne, niso politiki, so tudi, pazite, so izjeme, ne? Pazite, so, ne, da ne boste zdaj mislili. Ampak globalno služijo politiki hrematizma in naši gospodarstveniki imajo v glavi logiko hrematizma, interes hrematizma in na ekonomskih fakultetah mene zelo zanima, recimo, tudi teološka ima neko ekonomijo, a se učijo tam na tej ekonomski fakulteti ekonomijo hrematizma ali ekonomije. To me zelo zanima. Ali utrjujemo zločesti koncept, mislim, to treba ozavestiti. Treba se bo prebuditi, ker prebojenje bo na nivoju posameznika. Ne bo se bo zgodilo prebojenje zato, ker bo tam nekdo, ne, ti si tisti, ki boš govoril o tisti eni nori kravi in kak je vsa situacija nora, predvsem pa v odnosu do živali zločinska. In boš o tem jasno govoril. In se ne boš pustil zblefirati, ja, ni druge možne rešitve. Hrematizem, zapomnite si to. Tukaj je temeljna globalna prevara na tem svetu v sedanjem času. Ker se je hrematizem oblekel in se izdaja v ovčji koži za edino možno rešitev. Tu je, ker vodi vso logiko, zaradi katere, kot sem rekel, tudi danes umrlo 36,000 otrok in bo prav toliko umrlo tudi jutri, zaradi revščine, ker ni pitne vode in tako naprej. Ker nimajo zdravila za 1 ali 2 evra. Dal bi se urediti. Ne, ampak veste, tele ekonomisti hrematizma se celo zračunajo, sem ta procent, pa sem skupil podatek in si ga nisem upal navesti, ali ga celo imam noter, zdaj ne vem, so zračunali procent, koliko mora biti revnih v določeni družbi, ne, tako na nivoju države, kot na nivoju recimo EU, kot na nivoju, kot na globalnem nivoju. To je princip, kaj ti strah vodi, da bolj delaš, da se bojiš, da te lahko, recimo, veste, ki je 8-urni delavnik, ne? 4 ure zjutraj, 4 ure popoldne, vmes 4 ure čakaš, otrok takrat ni doma, si čiživš, upraviš kosilo, zvečer prije zmatran in potem ti še na kakem predavanju kak župnik ali pa ne vem kdo, budi slabo vest, ker ne vzgajaš dober otrok. Ti si pa totalno crken, ko priješ domov, si želiš samo, ko boš vprašal otroka, je vse dobro, rekel, dobro, ker si toliko zmatran. In pa ti ponudijo, da ti manipulirajo pamet, ti ponudijo ne plesane nadaljevanke, ne? Tu sem vesel, da je rok, ne? A gledate nacionalko, a gledate tiste limuzine, ko trisko dobiš, ko... Edino nacionalka še ima te kvalitetne oddaje, ki so kultura, ki prebujajo razmišljanje, ne? Tam ti pa nekaj ponuja. Med dnevnikom sam naštepajo tiste informacije, da sploh nimaš časa premisliti, pa že gledaš neko plažo tam. Jaz nisem proti rumeni literaturi. Ampak veste, rumeno berite, ampak samo na WC-ju. Tam, kjer je rumeno iz vas, konzumirajte rumeno,
Da te požene, ne? Da te požene, ne, je pa nedostojno, če imaš to recimo v dnevni sobi pa spalnici. To je pa res nedostojno. Res. Glede, mi moramo, prebojenje, kje se začne? Pri tebi, pri osebnih odločitvah. Saj jaz sem zelo začetnik, jaz sem zelo tumpast, med vsemi vami najbolj. Ampak nočem pa več se pustiti, da me imajo za norega, zaradi tega, ker je preveč žrtev. To sem moral povedati, ekonomija in hrematizem. To si zapomnite. Lahko si zapomnite, jaz govorim ekonomizem noter, ki si lažje zapomnite. Ekonomija je pozitiven pojem, ekonomizem pa kot negativen pojem. In ne sedati. Dokler bo en brezdomec ne imel zavetišča, veste, imamo politiko hrematizma. Da se urediti. Da se urediti v zelo kratkem času. Sem pa, da se odpira toliko vprašanje. Ne, celo podatki, krasno, da si to odprl, ker to je res nebo pijoče in še huje. Denar ni samo sveta vladara, ampak očitno že širšega medplanetarnega območja, če pogledamo, kdo recimo osvaja, kdo pošilja rakete na Mars in tako naprej. To ni več samo Zemlja, jutri po jutrišnjem, čez 20 let bo to še kaj drugega. Nekje sem prebral podatek, mislim, da je to avtor Lester Brown, je ugotovil, da bi za odpravo tiste temeljne revščine potrebovali približno 140-150 milijard dolarjev letno. Leta 2006, ko je to izračunal, je bil svetovni oboroževalni proračun 1200 milijard. Torej 1200 milijard za orožje, samo 140, samo na rekovajih. Pa zato pa se ne naredi nič, kot je Karl rekel, 36 tisoč otrok, pa še drugi zaradi razlogov povezani z revščino umrejo dnevno, ko je na tistega tragičnega 11. septembra 2001 umrlo približno 3000 ljudi, so ZDA takoj odreagirale z milijardami, češ proti terorizmu in drugim katastrofam. Kaj pa vse to, kar se dogaja? Pa ne bom seveda omraževal, 3000 bogih ljudi je umrlo, ampak nič. No in samo to bi še povedal, Oxfama študija je lansko leto navajala, da približno 60 ljudi obvladuje več kot polovico celotnega svetovnega premoženja. Letošnja verzija te študije to številko zmanjšuje na 8. 8 ultramiliarderjev od Bill Gatesa in tako naprej obvladuje več kot polovico celotnega sveta. In to pravzaprav z nekimi digitalnimi pogruntavščinami, torej z nekimi pravzaprav produkti, ki jih niti produkti ali pa storitve ne moreš jemati. Ampak mogoče, če mi dovoliš, ker je to tudi doživljajsko sporočanje in je del tebe in jaz te dojemam kot zelo radostnega človeka. Mi je všeč, da je... Na konec bom povedal en dober dogodek, me bo spomnil, da bo se te držali, ko boste šli domov. Evo, in ravno sem te hočem pripeljati, ker iz tvoje knjige Veje humor, jaz sem si začel risati snežkote v knjigi, povsod tam, kjer pater Držan navaja kakšen vic po domače ali sam kakšno anekdoto in moram reči, že kar Margolitik je škoto, no zdaj sem pa gotovo, jasno nisem imel prilike prebrati. Drugi del, druge knjige, da je celo eno poglavje ali celo... Končam se z smehom. Z smehom? A smeh te priliče? Samo še to bi rekel, potem pa končam, ko si govoril, gremo že v to smer, ko si govoril o svojem konjičku, moram reči, da bom malo zavidan, ker na poti iz Primorske semle sem jaz od svoje žene dobil samo ugrizek. Ampak jaz res pojem ugrizek, potem ko sem kot otrok prebral Ustreška, če se spomnite, ko ni hotel pojesti lupin in tega, žena ve, da ugrizka ni treba stran vršti. Tako da ugrizek sem dobil, ne celega jabolka, zdaj, ko se tiče pa pol večerje, se bo pa še potem pogajal, ko pridemo domov. Ampak ja, humor je res pol zdravja, pa me zanima, kako na to gledaš res, kljub te težki tematiki, politika ekonomizma, trojstvo, trojstvo je že pozitivno,
Potem recimo takšna težka vprašanja, kako težko biti svečenik, slovenska sprava, jasno, ki vsakega spravi v slabo voljo, ampak vendarle je to prepleteno s humorjem in vedrino. Ja, in pisano je na drugačen način slovenska sprava. Lahko sam neki slovenski sprava. Čisto na kratko bom povedal. Glejte, Slovenci smo izjemno občutljiva bitja in miselno zelo raznolika. Cela Rusija ima, mislim, da 20 narečij. Mi jih imamo spod narečij okrog 50. To pomeni, da smo izjemno subtilni. Zelo hitro lahko skregamo. Slovenci pojemo 4-glasno. V Lučah, odkoter prihajam, celo 6-glasno. Ampak pogledajte, mi smo sposobni peti v harmoniji, v sozvočju. Razumete? Mi ne smemo pozabiti, da je ta raznolikost, ta pestrost, to miselno bogatstvo dejansko naš temeljni kapital. Zdaj pa je tako. Vprašanje je, kdo so naši zborovodje? Koga se izberemo za zborovodje? Ali znajo to miselno raznolikost, ki je dejansko marinirana v naši notranji občutljivosti, ali znajo to uskladiti v harmonično petje, ali pa smo razglašeni? Ne bom dal odgovora. Dajte si ga sami. Veste, to je temeljno vprašanje. Noter govorim tudi v prepričanju, da tisti ne more biti družbeno, pa ne bo to duhovnik, ne bo to politik, ne more biti izpostavljen v neko družbeno funkcijo, če ni sposoben na eno nestrinjanje pred tem ozavestiti vsaj 5, to je strokovno, 1:5, vsaj 5 področji za sodelovanje za skupno dobro. Ne sme biti. Ljudje, ki niso tega sposobni, so nevarni, če stopijo na prižnico ali pa za pult v državnem zboru. Nevarni. Ker dejansko razgrajuje, ne to je razgrajevalo. Ampak tudi o tem moramo govoriti. Ne? Moramo govoriti, ozaveščati na nivoju posameznika, da hočemo ker nas speljujejo v konfliktnost in to je treba zelo paziti. Grem pa na humor. Zakaj pa humor je, bom kar povedal s tem. Te bom pa zelo nekaj vprašal. Ja. To mi je zdaj na pamet padlo, ko si govoril tudi o rumenih televizijah in tako naprej. Kaj veš, katera je najljubša nadaljevanka ministra za pravosodje? Sodno vino. Res? Veste, kjer je pa moja? Zdaj pa sem to isto šokiral. Zame pa fina gospa. To pa je angliški humor. Vsaka nacionalka. Absolutno se glasujem za fino gospo. Sam zdaj jo ne predvajajo več. To bo meni tako dobro. Pa alo. Ja, bolj fina gospa. Ja, pustimo. Da gre malo na humor. Glejte pa iz tiste resnosti, ne? V knjigi tudi poglavje o dvornih norčkih. Lahko bi bilo tudi poglavje, Marko, ne bi biti hud, kje je Pavliha? Ja, evo me. Kje so dvorni norčki in kje je Pavliha? Marko je tu Pavliha, ampak nimam pa več sajtenga, ki bi ironiziral družbeno situacijo. Koliko smo vedeli vico o tovarišu Titu? Ni več vico v politikih. To je grozno, ko tega več ni. Družba, ki nima vico, je zgrešena. Ja, kako ste? Družba, ki nima vico? Je zgrešena. Ja, družba, ki nima vico, je zgrešena. Včasih so bili dvorni norčki, je bila profesija. Mi mislimo, to so bili neki pučkoti. Ne. Najbolj miselno pronicljivi, najbolj tisti, ki so imeli globinski uvid v ozadja, so bili imenovani za dvorne norčke. Kajti dvorni norček je skozi ironijo, mi smo imeli Ježka mogoče, ne, kot takega dvornega norčka, skozi ironijo je dejansko on približal vladajočemu kralju, lahko pa tudi kakšna druga oblika vladavine, je približal dejansko situacijo. Vsi so se režali, ampak ko so se režali sebi, kralj je pa slišal. Mi bi rabili, recimo, zelo bi rabili, recimo, v mnogih ustanovah, v državnem zboru, v cerkvi, kjerkoli že, vsak minister bi mogel imeti visoko profesionalnega dvornega norčka,
ki bi ironiziral norosti, ker ko pa izgine dvorni norček, pa zavladajo norci. Dvorni norčki so preventiva proti norosti. To bi rad. In pa satira. Kako se pa začne satira? Satira se pa začne vedno samim seboj. To pa moram povedati. Ne? Da ne bi slučajno se začel ironizirati koga drug, najprej mora samega sebe. A lahko zdaj Marko že ti spovem tudi, če še naučiš na koncu. Ja, zelo lepo in te bom imenoval, kot se je zgodilo, kot pišeš, daj gospod tovariš pater. Ja, to bi tudi ne rekel. To je bilo pa v tistih prenomnih. Temu se reče sprava, vidiš, kaj sem ja, sprava, ja. Zmišlja pa na Ptuju, pa sem šel na občino, pa je tam tisti gospod čist zmeden, je rekel, gospod tovariš pater. Ne samo eno povedal. Ja, meni je bilo tako simpatično. Ampak zdaj vam prej povedal, tako malo za smeh, da ne bo preveč resno, mojo veručno uro, pri kateri sem mislil, da bo najbolj uspešna, je pa postala najbolj komična. Bilo je, tako da malo se relaksiramo, bilo je tam okrog velikonočnega časa, imel sem veruk prvi razred, jaz sem razmišljal, kako bi otrokom razložil simboliko velikonočnih jedil. In pol mi pravi, veste, genialna ideja. Bil sem prepričan, da samo meni na celem svetu. Kupil sem tisto veliko jajco, veste, ne malo, ampak veliko jajco. Noter sem dal Jezusovči kip in sem rekel, poglejte otroci, kakor piščanček prikljuje jajčno lupino in pride na svet, tako je Jezus premagal grob in vstal v življenje. In ko jaz to otrokom povem, en reče, zdaj pa vem. Sem rekel, viš, dve. Sem rekel, kaj veš? Je rekel, zdaj pa vem, kak sem prišel na svet. Sem rekel, kako to misliš? Je rekel, ati je dal eno jajco mamici, mamica jo je vzela, pol si je rasla in pol me je zvalila v bolnici. Sem rekel, in sem pol hotel naštelati, ne pa to, ampak veste, to je bila tema, ki je res zanimala, otroke ni zanimalo Jezusovo vstajanje, pa kako so prišli na svet, ne? In potem je takoj en že rekel, ko so imeli 5 otrok, kaj moj ati je imel 5 jajc. In sem bil čist fertik, ne? In sem rekel, tišina, zaturil sem to, in sem jih res šokiral, ne? Šokiral, oni so utrpnili, sem jaz, o moj Bog, preveč sem, ne? Ampak moral sem reagirati, ne? Da ni šlo v napačno smer, pa čez nekaj časa en dvigne roko, sem rekel, kaj bi rad? Je rekel, a žih nekaj vprašam, sem rekel, vpraši. Je rekel, a vi imate še obe jajci? Katastrofa. Ampak veste, najhujše pa bilo to, da so se začeli pred učilnico zbirati starši, ki so prišli pod svoje male otroke. In jaz sem sam gruntu, Bog ne daj, da pride na dan, kaj zdaj mi debatiramo tu. In sem jasno in glasno ponovil temeljna spoznanja tiste ure. Se ko veste zdaj, ja, oni so že čakali, da grejo ven, smo končali, oni letijo ven in jaz slišim, kako vpraša ena mamica, kaj ste se pa danes učili? Pa reče en fantek, o jajcih. Pa reče ona, o velikonočnih. Pa reče on, ne, o atjevih. To se zgodi. Ampak veste, bistveno je, da ironizira samega sebe. Sam jaz se takrat nisem, jaz sem bil čist pav. Jaz sem bil čist nemočen, pa sem po staršem razložil, ne? Pa so se pa režali, jaz sem se pa premanjšil. Meni so jezuiti pomagali, Silvo, jezuiti so mi pomagali se režati na naše režali. Lahko vem še eno jezuito pa kapucino, kaj pa bomo še pa spet resno. Zdaj mi je jasno, zakaj si se odločil, da boš napisal knjigo o spolnosti. Da razčistim zadeve. Namreč pol je še vprašal, pol je še ena deklica, na tisto imate više obe, je ena deklica dvigna roko in rekla, on je župnik, ne sme imeti otrok, ima še obe. Ampak otroke mi je to čist simpatično, ne? Kako? Otroci so neposredni. Prisni. Jaz se pa moram še to učiti. Ja.
Če smem pravzaprav, vidiš, da si tudi mene malo zmedel s temi jajci. Ne bi moral počasi jeti, ja. Ne, glede na to, da bi morda tudi pustila temu bogatemu, čudovitemu občinstvu, da kakšno vprašanje postavi, samo morate vedeti, da res knjižnico ob 8 zaprejo, pa Karl bo tudi kasneje rade volje podpisal knjigo. Mogoče da zaokrožba vse to ta prvi del in potem vprašanja postavljaš kot večina ljudi tudi novoletne zaobljube. Ja. Pa me zanima, če nam zaupaš kakšno letošnjo, pa še nekaj me zanima, kako je pa s kislimi kumaricami, so že godne, govoriš, da jih rad vnaglaš, na nek prav poseben način. Hvala Marko za to vprašanje. Glede, ta knjiga pomaga, da bi sebe sprejeli v celovite resničnosti, tudi tam, kjer se zamorimo, da bi nas osvobajala. Ima pristop, da bi zmogli sprejeti realnost tudi v napetosti dvojnosti in da bi znali to napetost sprostiti ne v boju in po boju, ampak da bi jo znali izkoristiti za evolucijski vzgib. To, kar ste rekel, 5-1, v teoriji izgleda zelo krasno, ampak kako pol, ker se z enim skregate, kaj najprej naštejete 5 dobrih lastnosti, ali mislim tako? Zelo dobro vprašanje. Praktično. Le zato sem rekel, da bi bilo to potrebno vaditi od malega naprej. Ne? Mi zdaj se matramo, ne? Ampak tudi takrat, ko se skregaš, ne? Takrat vre, takrat moraš imeti en model umiritve oziroma odstranitve, da dejansko razkadiš svojo jezo, kajti takrat, kaj boš rekel v efektu jezo, bo tlačenje. Bo samo prenos tvoje prizadetosti. Ti si ranjen in boš veliki plus, tistemu boš pa, ker mu boš hotel doživljajsko prenesti svojo stisko, svojo bolečilo, svoj gnev, mu boš pa projeciral, s čim ti povzroča bolečino. Ampak to ni celovita resničnost, ampak mi smo tako navajeni. Zelo hitro pridemo v medsebojno obstreljevanje. Ne? Ampak gre za odločitev in gre za vajo. Ko pa zavre, dejansko moš pa vedeti, da takrat govoriti oziroma takrat samo, da takrat tvoje sporočanje osebi, ki ti je dragocena, sicer ne bo konstruktivno. Najbližji med seboj smo najbolj občutljivi. Zdaj mi nismo imeli to temo, ampak recimo na tej temi bi mogel odpreti vprašanje idealizacije. Mi sprejmemo realnost vseh, osebo ljubezni, tisto osebo, ki ti je najbližja, pa hočeš imeti za popolno potešitev in umiritev svojo, da ti je dobro. Otrok v tebi hoče imeti čisto zadevo, ampak ni čistih zadev, razumete? Ni čistih zadev in mi se nujno tudi prizadenemo. Zato je treba delati na osebni rasti, zato sem rekel, ne brati sam rumeno, ampak je treba vedeti, začne se pa, da sprejmem sebe, sem in nisem. In to je zelo težko, jaz imam tukaj veliko problemov, ne? Ampak, ko jaz sprejmem, da sem in da nisem, bom lažje strpen, torej prečrtati moraš najprej idealizacijo, dva sta se zaznala kot najboljša priložnost za rast v odnosu, za avanturo, ki je evolucija, vodi ljubezen, ne vodiš ti ljubezni, ampak ljubezen jo bo peljala preko višini in brezen, ker se ne da ustaviti. Mi bi bili radi zaparkirani v idealno, ne gre. Tudi ob osebi, ki jo imaš najbolj rad, ima najbolj rada, ljubezen jo bo vlekla naprej v nove horizonte. Mi smo tipično evolucijska, pobožni bi rekli, odrešenska bitja. Ne? To je treba prvo vedeti. Potem pa to 5-1 že takoj, ampak pri sebi razčistiti. Mi tako zelo rabimo, ne samo potrditev, ampak strašno rabimo, da bi bili objeti tudi tam, kjer nismo bili, ker smo nemočni. Recimo, jaz sem dislektik. Jaz se še vedno zgubim. In jaz še vedno po tistem pluvam po sebi, čeprav že nekaj časa se trudim, da ne bi pluval, da bi se sprejel. Ker nisem bil bazično sprejet, ker jaz sem bil res zelo butasto bitje. Recimo, ste omenili, da sem doktoriral na slovenistiki, jaz sem imel zaradi slovenščine, jaz sem hteli dati v posebno osnovno šolo, ker sem dislektik, takrat še tega niso poznali. Ne? In so klicali mojo mamo, da bi bilo pa res zame najboljše, ne?
In jaz se še zdaj spomnim, kako me je moja mama, ko je prišla iz šole, gleda kot tistega butastega. Jaz pa nisem, ko smo pisali črko, no, jaz nisem videl razlike, nisem videl. Zame je bil to tudi Dachau. In sem si zelo želel, da bi me imel en tam rad, ampak oni so bili pa prestrašeni, ki so mi hteli sam dobro. Ne pozabiti, geniji so vedno ljudje z napako, zato sem jaz tam doktoriral. Zato, ker misel, pazite, ker misel, ki mi običajno v 95% drajsamo po utečeni poti. Ker pa misel ima feler, ne zmore pa išče obvoznico. In tam pa je odkritje, tam je novost, tam je presenečenje. Ne? Prvi idealizacijo, vedeti, da sta drugemu dana kot krhka, nemočna, da si bosta sporočala, kaj, skozi simbole, v 95, oziroma, Marko, ti si rekel, 93% si bosta sporočala svojo dediščino, svojo ranjeno, svojo doživljajsko resničo skozi simbolno govorico. In recimo, ko bo prišla tvoja draga domov in ti bo najbolj težila, takrat bi najbolj rabila tvoj objem. To bi pa zdaj spet mogli iti na področje duhovnega ravnovesja. Ne? Tema je izjemno kompleksna, ne? Zdaj zelo grobo odgovarjam, ne? Ampak da se vzljubimo v resničnosti, da se ne pozabimo potrjevati in objeti v nemoči. Takrat, ko ti najbolj teži, me najbolj teži. Ne me pozabi takrat objeti. In nikoli uporabljati govorice obstreljevanja, ampak sočutenja. Kaj je v ozadju, da si pike? Pa bo rekel, on pust me primir. Pust ga primir pol ure, ker rabi, da ga pustiš primir. Nič ni narobe. Ampak on ima neko breme, zdaj mu greš skrajno na živce, najbližji si, najbolj grejo lahko na živce. Pust ga primir. Ko se bo pa umiril, mu pa Exupéry, Berte malega princa, se mu pa približaj počasi, da se ne prestraši, ko se boš dotaknil njegove ranjenosti. Objami ga, umiri ga. Lete, ampak v to bi nas morali uvajati. Nas so pa dopovedovali funkcionalnost. To pomeni, jaz vedno moram biti EPP, jaz vedno moram, recimo neka mamica dela tam v trgovini, mora reči na dan 1000 ljudem prijazno dober dan, zato ker se bolj prodaja. Ko prije ta mamica domov, ona ne bo zmogla reči 5000 enkrat dober dan, ker je to za njo je gnus, ker je bila zlorabljena. Ona nima dodatka za to zlorabljenost pri plači. Ne zmore. Ona si najbolj želi, da jo pustite, ampak ona ima pa še slabo vest, ker ne more biti. Pa mogoče še kdo reče, da vseh si lahko prijazna, do nas ne. Ona je zmozgana. Ona si tako želi, da bi jo eno objel v njeni resničnosti, da bi lahko jokala, da bi se lahko jezila. Razumete, to si želi. Ampak doma si pa želi otroci, da bi bila prijazna. Mož si želi tudi nasmejan. Ne, razumete, mi se bomo morali učiti približati drugemu v dejanski resničnosti. Učiti, sprepoznavati in nam bo neizmerno dobro, ne zato, ker bomo znali skupaj praznovati, ampak ker bomo skupaj v ljubeči navezi, ko nam bo hudo, bomo molčali, ampak ne bomo sami. Ampak mi moramo vstopati v te odnose razkošje. Učiti se moramo, prepoznavati zakonitosti. Povedal sem sam malo, ampak v tej smeri. To je tako lepo, da bi pravzaprav res še en aplavz, najmanj še en aplavz.